Lepo vas pozdravljam v pač tej predstavitvi. Res sem vesela take velike udeležbe, kar pomeni, da je tematika verjetno res precej pereča in za širšo javnost zanimiva. Zdaj, ko sem razmišljala o tej predstavitvi, sem nekako začela razmišljati, kako smo pravzaprav sploh začeli z malo bolj sistematičnim delom, z odstranjevanjem invazivnih tujerodnih rastlin. Sem se spomnila te naše akcije, ko smo začeli z orjaškim deženom v Ljubljani, to je bilo leta 2011, potem 2012 smo to izvajali v projektu Tuja in šlo je pravzaprav za eno prvih takih malo bolj resno organiziranih akcij odstranjevanja invazivnih tujerodnih rastlin. Takole smo bili oblečeni v zaščitnih oblekah zaradi strupenosti rastline. In to je bila, moram reči, kar zelo uspešna akcija. V prvih letih so se rastline pojavljale zelo množično, začeli smo s prek 1000 rastlinami, kar je res za to vrsto zelo veliko, ampak že leta 2016 so se pojavljale samo še posamezne rastline in zadnji 2 leti na tem območju ni bilo več nobene rastline, tako da lahko rečemo, da smo bili s to akcijo zelo, zelo uspešni. Zdaj, ko sem razmišljala, kako zasnovati današnjo predstavitev, sem želela podati ne samo izkušnje z samim odstranjevanjem, ampak predstaviti nekako celotno sliko tega razmišljanja. Namreč odstranjevanje je pravzaprav samo en delček tega, kar potem pač fizično počnemo. Nujno pa treba vedeti, da pred samim odstranjevanjem je potreben kar dober razmislek in kar temeljite priprave, da smo pri tem lahko tudi uspešni. Tako da sem nekako to razdelila te 4 sklope, tako bo tudi teklo moje predavanje. Se pravi, najprej prvo je področje strateško načrtovanje, da sploh razmislimo, kaj želimo doseči, zakaj odstranjujemo tujerodne vrste, potem da pripravimo konkreten izvedbeni načrt za določeno območje in pa za določene vrste, potem samo odstranjevanje, spremljanje stanja in potem seveda, dokler vrste niso odstranjene, to odstranjevanje tudi je praviloma ponavljamo do srečnega zaključka in potem recimo spet načrtujemo nadaljevanje aktivnosti, če gre za neko širše zaključeno območje. Zdaj pri samemu načrtovanju je seveda tudi zelo pomembno, s katerimi vrstami se ukvarjamo in v kakšni fazi invazije so te vrste. Zdaj včasih, tudi zdaj je bilo rečeno ravno za goričko, pri nekaterih vrstah smo dejansko že, lahko rečemo, izgubili možnost, da bi te vrste na območju cele Slovenije izkoreninili, vendar pa ravno v zavarovanih območjih lahko rečemo, da tudi če gre za neke vrste, ki so sicer splošno razširjene, je smiselno te vrste zatirati, če tudi samo lokalno na nekih zelo pomembnih naravovarstvenih območjih. Vemo sicer, da takih vrst ne bomo mogli več izkoreniniti na širšem prostoru, na širšem območju. To seveda lahko tudi pomeni, da se nam te vrste potem vračajo na naše najbolj pomembno območje, tako da lahko rečemo, da potem rabimo stalen nadzor, stalno ponavljajoče te aktivnosti, vendar smo pripravljeni to narediti zaradi velike naravovarstvene vrednosti določenega območja. Seveda s tem tudi zelo naraščajo stroški, zato ker gre pač za neke ponavljajoče stalne aktivnosti, vendar pa in ravno v tem smislu je zelo pomembno, da okrepimo naše izvajanje bolj v smislu preprečevanja vnosa invazivnih tujerodnih vrst, in če nam to ne uspe, da vsaj začnemo s temi aktivnostmi za odstranjevanje v bistveno bolj zgodnjih fazah in na ta način potem tudi zmanjšamo stroške in seveda tudi povečamo našo učinkovitost. No, zdaj na področju strateškega načrtovanja, če ste prej videli tisto shemo, je seveda najprej zelo pomembno, da sploh ugotovimo, kaj na nekem območju imamo, da imamo nek dober kakovosten popis. Tu bi rada poudarila, da je smiselno, če je pač popis delan z neko mislijo, da bo na tem območju potekalo odstranjevanje invazivnih rastlin, je smiselno, da se že sam popis izvaja dokaj natančno, namreč že stanka je prej omenila nujnost, da se uskladimo z lastniki zemljišča, se pravi, če bomo mi želeli invazivne rastline odstranjevati, bomo rabili soglasje lastnika oziroma upravljavca tega zemljišča,
To pa pomeni, da moramo imeti točkovne podatke na parcelo natančno, zato da bomo sploh lahko kasneje uredili ta soglasja. In seveda primerno je tudi, da se že ob popisu zbira informacijo o številu invazivnih tujerodnih razlij oziroma o površini teh sestojev, ker je to neko izhodišče, na podlagi katerega potem lahko izračunamo neke natančne finančne ocene. Poudarila bi rada tudi to, da je zelo primerno, da se od popisa do samega začetka odstranjevanja ne preteče preveč časa. Namreč po mojih izkušnjah je dinamika v naravi izredno velika. Recimo v projektu Life Artemis smo delali popis v Krinskem parku Tivoli Rožnik Šišenskih hrib in ko smo leta 2017 delali popis in kasneje 2018 začeli z odstranjevanjem invazivnih rastlin, se v bistvu že v enem letu na nekaterih območjih stanje precej spremenilo. Tako da, če preteče še daljše obdobje, so praktično te podatki popisa potem neuporabni. Tako da mogoče v smislu načrtovanja je dobro pač vedeti, da ne sme miniti predolgo obdobje. No, potem naslednja seveda pomembna odločitev, ko imamo neke dobre podatke, je pa, da se odločimo, s katerimi vrstami se bomo sploh ukvarjali. Namreč glede na stanje v našem okolju moramo vedeti, da število in razširjenost tujerodnih vrst vedno presega razpoložljive finančne in človeške vire. Invazivnih rastlin in tudi živali je v naravi vedno, na žalost, več, kot bi jih lahko mi odstranili. Zato je pomembno, da se na nek pameten način izberemo prioritete, s katerimi vrstami se bomo ukvarjali in katere vrste so tiste, ki si jih bomo izbrali za prednostne. Zdaj, smiselno seveda je, da izberemo take vrste, kjer bomo dosegli največje zmanjšanje negativnih vplivov na biotsko pestrost, če je pač ta biotska pestrost naš glavni cilj. In v projektu Life Artemis smo lansko leto pripravili tudi protokol za izbor prednostnih tujerodnih vrst, ki je pripravljen ravno za rastline. In tukaj imate tudi skrajšano povezavo, tako da lahko do dokumenta dostopate. Zasnovali smo ga pravzaprav z namenom, da se tak protokol uporablja na nekih zaključenih območjih, bodisi na zavarovanih ali pa na Natura 2000 območjih, lahko tudi na malo večjih naravnih vrednotah. In ta protokol pravzaprav za vsako vrsto ocenimo na podlagi nekaterih meril, ocenimo, se pravi, kakšna je potencialna invazivnost tujerodne rastline, invazivne tujerodne rastline. Tu moram poudariti, da ne gledamo samo dejanske trenutne invazivnosti, temveč tudi potencialno, namreč na ta način recimo tudi v odstranjevanje lahko se uvrstijo rastline, ki so morda še na začetku invazije, pa jih z nižjimi stroški odstranimo. Se pravi, če bi čakali, da se razvije polna invazivnost pri vsaki vrsti, potem seveda to stroškovno ne bi bilo učinkovito. In pri tej potencialni invazivnosti gledamo, kakšen je ekološki vpliv tujerodne vrste, kakšna je sposobnost in hitrost širjenja tujerodne vrste, kakšna je sposobnost oziroma prilagodljivost, ekološka prilagodljivost vrste in pa status, se pravi, kako razširjena je v Sloveniji in v širši regiji, ker to nam seveda tudi nekaj pomeni o tem, kakšna je sposobnost, da se vrsta prilagaja na različna okolja. In pa eden od kriterijev je tudi zahtevnost obvladovanja tujerodne vrste, se pravi tehnična izvedljivost, ali imamo na voljo primerne ukrepe. Namreč nima smisla, da začnemo z odstranjevanjem neke vrste, za katero ne vemo še, kako naj jo odstranjujemo, ali pa sploh nimamo primernih metod, in pa tudi pričakovani čas, ki je potreben, ker ta čas je potem povezan tudi s stroški, z finančnimi viri. No in potem po drugi strani, drugo področje je pa ocena potencialnega vpliva tujerodne vrste na doseganje naravovarstvenih in drugih ciljev. Se pravi, po eni strani gledamo, kakšen je vpliv te vrste na naravovarstvene cilje, in pa še sklop F so možnosti za učinkovito obvladovanje tujerodne vrste, se pravi, v kateri fazi je vrsta na tem konkretnem območju in pa tudi kakšen ima ta vrsta vpliv na domorodne vrste in pa na habitate na tem konkretnem območju.
Se pravi, potem se nekako te kriteriji prve in drugega področja med sabo se seštevajo in na ta način pravzaprav gledamo potem po dveh kriterijih, zato ta matrika, se pravi, v odstranjevanje se uvrstijo vrste, ki so najvišje ocenjene po kriteriju invazivnosti in pa po vplivu na konkretno območje. Zdaj, če prikažem na hitro rezultate, ko smo ta protokol pravzaprav razvili, zato da smo ga uporabljali na primeru Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. To je bilo leta 2019, smo na območju parka, do leta 2019 smo odkrili 59 tujerodnih rastlin. To je res veliko število. Vedeti moramo, da je zavarovano območje z vseh strani obdano z urbanimi predeli in zaradi tega je pritisk invazivnih rastlin zelo velik. Predvsem gre za okrasne rastline, ki se širijo v to zavarovano območje. In seveda nemogoče pričakovati, na tej karti vidite te rdeče pikice, to so vse podatki o invazivnih rastlinah. Se pravi, nemogoče je pričakovati, da bi lahko na območju, čeprav ni na enem večjih območjih zavarovanih, ampak vseeno je nemogoče, da bi vse te rastline odstranili. In zato smo potem s pomočjo tega protokola izbrali 8 prednostnih vrst, ki so se po obeh kriterijih uvrstile zelo visoko, in nadaljnjih 18 vrst je bilo po enem od kriterijev uvrščenih visoko, tako da to recimo predstavlja neko prvo prioriteto. In te podatki so bili potem tudi vključeni v akcijski načrt, ki je bil prav tako izdelan v projektu Life Artemis in je upravljavec lahko zdaj na podlagi tega načrtuje svoje nadaljnje aktivnosti. No, zdaj naslednji seveda pomemben razmislek, ko načrtujemo aktivnosti, je, da podamo neko oceno finančnih in človeških virov. Zdaj to je kar težavna zadeva, namreč na to vpliva zelo veliko faktorjev. Ena je sama vrsta oziroma izbor metode, ki jo določimo. To je lahko potem povezano z stroški različnega orodja in pa drugega materiala. Zelo pomemben faktor je površina odstranjevanja, namreč seveda vsak kvadratni meter površine prinaša dodatne stroške dela. Nezanemarljiv pa je tudi, kakšen je tip terena, se pravi, ali gre za neko strmo pobočje, ali gre za raven teren, namreč seveda na ravnem bomo delali veliko hitreje, mogoče na kakšnih strmih pobočjih rabimo celo kakšne varnostne ukrepe, da kakšen delavec ne pade dol. Zelo močno vpliva tudi tip tal, ponekod so tla zbita, je mnogo težje prekopavati, kot pa recimo, če so tla bolj rahla. Potem, kako dostopno je območje, ali lahko do območja pridemo z vozili, ali moramo hoditi peš, s tem seveda spet se porablja čas. Potem eden večjih razmislekov, ki ga je treba narediti pri načrtovanju, je, kako bomo izvajali to odstranjevanje, ali bomo to izvajali z zaposlenimi, zunanjimi ali s prostovoljci, in pa tudi način odlaganja materiala. Torej, ali je potreben odvoz materiala, ali lahko načrtujemo aktivnosti tako, da ta rastlinski material pustimo na lokaciji in ga prepustimo naravnemu razkroju. Zdaj ta postavka izbire izvajalcev za odstranjevanje se mi zdi precej ključna, zato tu ena tabelica, kjer sem poskušala združiti v razmislek, kakšne so prednosti in kakšne so slabosti uporabe enih ali drugih tipov izvajalcev. Se pravi, če recimo odstranjevanje izvajajo zaposleni, recimo zaposleni pri upravljavcu zavarovanega območja, je seveda prednost to, da so visoko motivirani in izrazito dobro poznajo svoje zavarovano območje. Po drugi strani pa vemo, da zaposlenih v zavarovanih območjih vedno primanjkuje, da v bistvu kadrovsko nimajo ravno razkošja, da bi lahko zaposleni dolge dneve odstranjevali invazivne vrste. Dostikrat gre tudi za precej izobražen kader, se pravi, so stroški dela visoki, lahko gre tudi za konflikt z drugimi nalogami in pa seveda tudi, če gre za malo večjo akcijo, hitro pride do pomanjkanja orodja oziroma mora potem upravljavec sam investirati v orodje. In druga možnost je seveda, da se za aktivnost izbere zunanje izvajalce, tem je to služba, se pravi, so logično visoko motivirani.
dobro poznajo metode dela, ker je pač to njihovo delo, in običajno take organizacije tudi že imamo svoje orodje, zato ker pač smo skozi leta investiramo in smo naredili to investicijo, da imamo svoje orodje. Po drugi strani pa seveda tak zunanji izvajalec potem mora priti na lokacijo in to seveda povečuje stroške in tudi stroški dela zunanjega izvajalca v primerjavi recimo s prostovoljci so še vedno relativno visoki. To seveda tudi pomeni, da če oddamo nalogo zunanjemu izvajalcu, rabimo za to namenska sredstva. In tu je običajno lahko kar problem, da se sicer je želja, da bi se tujerodne vrste odstranjevale, vendar dostikrat upravljavec recimo niti nima nekih namenskih sredstev za te naloge. No in potem se včasih zatekamo k prostovoljcem. Moram priznati, da tudi sama sem začela pravzaprav kot prostovoljka in vem vse slabosti in prednosti tega prostovoljskega dela. Seveda je prednost to, da so stroški odstranjevanja nižji, nezanemarljiv je tudi ozaveščevalen učinek tega dela s prostovoljci. Mislim, da smo skozi vse te aktivnosti že marsikaterega prostovoljca prepričali, da je celo iz svojega vrta odstranil kakšno invazivno rastlino, ko je spoznal v bistvu, kako problematična je ta vrsta v naravi. Zdaj seveda težava pa je nizka motiviranost prostovoljcev, zdaj ne mislim v smislu vsake posamezne osebe, ampak ko pride enkrat taka skupina prostovoljcev na teren in prva ura je motiviranost še velika, potem pa po mojih izkušnjah nekje po 4 urah ta motivacija za ponavljajoče delo izkopavanja ene in iste rastline ponavadi precej upade. Še večji problem se mi zdi omejen čas, kdaj so ti prostovoljci na voljo, omejeni smo na kakšne popoldneve, vikende, vedno seveda mora biti z njimi neka usposobljena oseba, da jih nekoliko usmerja. In kljub temu seveda težko pričakujemo od prostovoljcev, da bojo ravno čisto vsi tako natančno upravljali svoje delo. Problem je pa predvsem, se mi zdi, pri prostovoljcih trajnost. Mi moramo vedeti, da aktivnosti odstranjevanja invazivnih rastlin moramo izvajati običajno več let. To pa seveda pomeni, da moramo zagotavljati te prostovoljce, motivirati vsako leto posebej. In dogaja se nam to seveda, da eno leto pride eni prostovoljci, drugo leto se zamenjajo, moramo spet usposabljati nove ljudi za delo, tako da se v bistvu tukaj izgublja kar dosti časa. No, zdaj, če pridemo na izvedbeni načrt, že prej sem omenila to nujnost, da se zagotovi soglasje lastnika zemljišča. Moram priznati, da to je eden od naših ključnih težav trenutno, da področje odstranjevanja invazivnih vrst v Sloveniji ni zadovoljivo urejeno z zakonodajo. Vsekakor pa zaenkrat postopek poteka tako, da če se gre v odstranjevanje, je vedno potrebno soglasje lastnika zemljišča. To je bodisi zasebni lastnik, lahko je to lokalna skupnost oziroma občina ali pa država, in potem so pač upravljalci teh državnih zemljišč so lahko zelo različni. In recimo v primeru državnih zemljišč lahko seveda soglasodajalci postavijo tudi pogoje, tudi v končni fazi zasebni lastniki lahko zahtevajo, da jih obvestimo, kdaj bomo šli odstranjevati, pa želijo biti zraven. Uradne inštitucije pa seveda lahko postavijo še drugačne pogoje. In to včasih kar precej lahko zaplete samo odstranjevanje, tudi zato, ker ni nujno, da so pogoji med različnimi soglasodajalci enaki, lahko so si celo tudi nasprotujoči. Zdaj, mogoče tukaj posebno opozorilo, da se po pravilih gozdarskih je treba za odstranjevanje dreves celo dobiti tudi dokazilo s strani Zavoda za gozdove. Zdaj, neposredno zaenkrat ni neke zahteve zakonske, da bi se o teh akcijah obveščalo Zavod Republike Slovenije za varstvo narave. Se mi pa to vsekakor zdi smiselno, zato ker se potem vsaj te informacije nekje zbirajo, da pač Zavod ve, kje se te aktivnosti dogajajo, tako da recimo vsaj smiselno obvestiti neko območno enoto na tistem območju, kjer se te aktivnosti izvajajo.
No, zdaj, ko delamo sami izvedbeni načrt, je seveda najbolj pomembno, da se odločimo, s kakšnimi metodami bomo odstranjevali invazivne rastline. In ta izbor metode je odvisen od večjih faktorjev. Ključno je seveda dolžina življenjskega cikla, torej ali gre za enoletne oziroma dvoletne rastline ali trajnice, potem kdaj cvetijo oziroma plodijo te rastlinske vrste, to je zelo pomembno, zato ker mi moramo načrtovati časovno aktivnosti tako, da rastlin ne odstranjujemo takrat, ko plodijo, ker bi jih s tem lahko samo še bolj razširili. Potem pomembno je tudi razmisliti o tem, na kakšne načine se rastline širijo, torej ali se širijo samo s semeni ali se širijo tudi z vegetativnimi deli, kako veliko je naše žarišče, se pravi, če je žarišče majhno, potem se lahko poslužimo ročnega dela, ročnega odstranjevanja, medtem ko če gre za neka velika obsežna žarišča, potem se pač moramo poslužiti tudi strojnega odstranjevanja. Potem je pomembna še mikrolokacija, torej gre za varovano območje, kjer moramo biti posebej previdni v smislu drugih vrst, domorodnih vrst, ali pa recimo gre za bližino vode, kjer moramo biti pozorni na varovanje vodotokov. Kakšni so vplivi tujerodne vrste na zdravje ljudi? Kar nekaj invazivnih tujerodnih rastlin je strupenih, bodisi imajo strupene rastlinske sokove ali so lahko tudi alergene, tako da moramo vedno paziti, da te stvari preučimo prej, zato da pač potem lahko primerno se zaščitimo. Potem pa so lahko povezane še različne zakonske zahteve, omejitve, tu imamo v mislih predvsem uporabo herbicidov, ker tukaj je Slovenija ima precej strogo zakonodajo, tako da v nadaljevanju bom jaz predstavila samo mehanske metode odstranjevanja invazivnih rastlin, zato ker se zaenkrat teh herbicidov poslužujemo zelo redko, zdaj pa pravzaprav nekako ta raba herbicidov na javnih površinah še bolj omejena, tako da že skoraj ne pride več niti v poštev. No, zdaj, rekla sem, da je eden ključnih faktorjev, kakšen je življenjski cikel rastline. Tu lahko recimo rečemo, da za enoletne in dvoletne rastline lahko praviloma se te vrste ne obnavljajo iz podzemnih delov, tako da jih lahko pulimo z roko, se pravi, gre za zelnate rastline, ki so nekatere bolj, nekatere manj ukoreninjene, ampak vsekakor lahko te vrste spulimo z roko, zato je tudi odstranjevanje relativno enostavno, vendar pa so lahko te rastline zelo številčne, lahko je par 10 rastlin na kvadratni meter, kar seveda pomeni, da je treba delati zelo sistematično in da je treba tudi temu nameniti veliko pozornosti. Že prej sem poudarila pomen sezone, nujno je treba te vrste odstranjevati pred plodenjem, ker drugače, ko jih pulimo, seveda te semena raznašamo naokrog in s tem v bistvu si ne naredimo nič dobrega. Bi pa poudarila tudi to, da tudi pri enoletnih rastlinah je smiselno, da odstranjevanje ponovimo vsaj dvakrat v sezoni. Namreč moja izkušnja je, da včasih pač ko odstranjujemo prvič, relativno zgodaj v sezoni, zato da prehitimo to obdobje plodenja, se pojavijo, pač so rastline prisotne, jih populimo in s tem ustvarimo pravzaprav dobre razmere, ker spraznimo prostor in je več svetlobe, da še v isti sezoni skalijo nove rastline. Zato je smiselno, da se tako območje obišče vsaj dvakrat. Zdaj, težava, ki imamo pri enoletnih in dvoletnih rastlinah, je, da običajno ostanejo semena kaliva zelo dolgo časa, recimo pri ambroziji, ki tu na sliki tudi 20 in več let. Tako da, če imamo mi neko območje, kjer so te rastline prisotne že dalj časa, potem moramo vedeti, da bo to odstranjevanje terjalo večletno delo. Rastline se seveda ne obnavljajo iz podzemnih delov, temveč iz semen, ki so prisotne v vrsti, in dokler se ne izčrpajo ta semena oziroma ne propadejo vsa semena, se bodo rastline še vedno pojavljale, sicer mogoče v dosti manjšem številu, ampak če naš cilj popolna odstranitev, potem je treba to načrtovati več let. Potem naslednja je zelnate trajnice. Se pravi, tu imamo nekoliko drugačno problematiko, namreč te rastline se obnavljajo ne samo iz semen, temveč tudi iz podzemnih delov, torej iz korenin, rizomov ali gomoljev.
Tudi te vrste moramo odstranjevati pred plodenjem, zato da jih ne razširjamo, in seveda moramo odstraniti tako nadzemne kot podzemne dele. Zdaj, to seveda pomeni kar nekaj dodatnega dela, teh rastlin praviloma ne moramo več puliti, ker če jih pulimo, se te koreninice oziroma korenike se trgajo, ostajajo v prsti in potem se rastline iz teh delov obnavljajo. Zato te rastline večinoma izkopavamo z lopato. Zdaj tu na sliki vidite, kakšna je ta lopata. Zdaj, nažalost, sem zbrala sliko, se ne vidi rob. Zelo pomembno je, da ima ta lopata raven rob. Namreč, če imamo lopato s koničastim robom, bomo zelo težko tako v bistvu izkopali te rastline. Namreč pri teh vrstah dostikrat so rastline med sabo tudi povezane, tako da moramo izkopati kar po več rastlin naenkrat, ker so ti koreninski sistemi precej prepleteni. Tako da gremo z lopato v krogu in potem cel tas dvignemo ven. No, potem, zdaj ja, če so pač večja žarišča, seveda, če imamo recimo območja Zlate rozge, ki je bila uvodoma v strani Stanke omenjena, je seveda smiselno, da se taka žarišča večja na začetku obvladuje tudi s košnjo. Zdaj, nekatere trajnice lahko tudi odstranjujemo tako, da se vrsta odstrani in se potem območje prekrije s folijo oziroma z mrežo. Tega tu ne bom podrobneje predstavila, ker bo kasneje ravno ta metoda predstavljena na primeru japonskega dresnika strani Direkcije za vode. No, potem imamo pa še metode za olesenele rastline. Tudi olesenele rastline se zelo pogosto obnavljajo iz teh podzemnih delov in običajno kar nekaj teh dreves je takih, da če mi posekamo samo deblo, se začnejo izraščati iz stranskih korenin, v bistvu teh korenin začnejo izraščati in pravzaprav namesto enega drevesa dobimo lahko cel gozd poganjkov, tako da na ta način nismo nič naredili. Zato moramo na nek način te rastline poskušati odstraniti s čim večjim delom korenine. In zdaj v zadnjih letih smo kar veliko naredili ravno na razvoju teh metod, tako da lahko rastline rubamo. Gre sicer za fizično precej naporno delo in tudi časovno, seveda mi moramo do vsake rastline priti vsako posebej zruvati, tudi to orodje je relativno težko prenašati naokrog, tako da gre za fizično dosti naporno delo. Ampak nekje recimo do premera 8 centimetrov lahko te rastline zruvamo. Zdaj ponekod je ruvanje bolj enostavno, odvisno seveda od podlage, ponekod je rastlina, recimo tu je slika, ko smo ruvali Davidovo budlejo na Nadiži, tam je prodišče in je bilo to ruvanje razmeroma enostavno, razen za največje grme. Če imamo pa neka bolj zbita tla, pa seveda to spet terja malo več energije. Zdaj, drevesa, oziroma grme, ki so večja od premera 8 centimetrov, običajno obročkamo, tudi to bomo kasneje predstavila še s enim kratkim filmčkom. No in zdaj v tem sklopu naslednjem pa bom predstavila par primerov odstranjevanja invazivnih rastlin. To so v bistvu izkušnje, ki smo si jih nabrali v zadnjih letih in skozi te primere bom še poudarila mogoče kakšne posebnosti za določene vrste. Prva je drobnocvetna nedotika. Vrsta je v Sloveniji splošno razširjena, pojavlja se res na številnih območjih, dostikrat jo najdemo na gozdnih robovih, ob potokih, tudi recimo dosti globoko v gozd lahko sega. Zdaj, odstranjevanje drobnocvetne nedotike v tehničnem smislu ni pravzaprav nič zahtevno. Rastline so zelo šibko ukoreninjene in lahko v bistvu jih z zelo majhnim naporom jih lahko spulimo. Težava pa je seveda v tem, da kadar se pojavljajo, so običajno zelo množične in imamo lahko recimo na parih kvadratnih metrih tudi 10.000 takih rastlin. Se pravi, se treba sistematično lotiti te rastline populiti. In značilno za drobnocvetno nedotiko je tudi to,
da prve rastline zelo hitro spomladi, sprva jih dolgo časa ne vidimo, potem zelo hitro odženejo in prve rastline plodijo že lahko tudi sredi junija oziroma tam nekje proti koncu junija, se pravi, jih moramo najkasneje do sredine junija odstraniti. In potem, kot sem že prej omenila, ko ustvarimo nove svetlobne pogoje, ko spraznemo to območje, začnejo kaliti nove nedotike, tako da moramo kasneje to aktivnost še ponoviti. Če odstranimo rastline pred plodenjem, potem lahko jih preprosto pustimo na mestu, kjer smo jih odstranili, in se bo ta material se zelo hitro potem razgradil. V njih je zelo veliko vode, tako da že po enem tednu ne ostane več od njih kaj dosti. No, odstranjevanje topinamburja. Topinambur pa je zelenata trajnica, se pravi, je odstranjevanje tehnično precej bolj zahtevno. In zdaj moram priznati, da ravno s to rastlino smo v zadnjih tednih pridobili zelo veliko novih izkušenj in ugotovili, kako različno je delo na enem območju v primerjavi z drugimi v smislu tipa tal. In mi moramo če želimo odstraniti topinambur, je pravzaprav treba rastline izkopati in odstraniti vse gomolje. Namreč v tleh so taki stoloni, taki živice in potem na koncu teh so gomolji, ki so sicer užitni načeloma, ampak to ni predmet tega predavanja. Tako da moramo pa seveda te rastline izkopati. In še vedno, tudi če smo najbolj previdni, se bodo te rastline, bodo delčki teh gomoljev ostali v zemlji, čisto vseh do zadnjega ne moremo odstraniti, tako da je treba potem te aktivnosti ponavljati. Najboljše, če se jih ponavlja večkrat v sezoni, potem tudi moramo računati, da bo to trajalo več let. Zdaj, dobra stran topinamburja je to, da se vsaj pri nas ne razširja z semeni bistveno. Jaz še nikoli na nobeni rastlini sploh nisem našla semen. Mislim, da nastajajo v zelo majhnih količinah, tako da vsaj kar se tega tiče, nimamo neke dolgotrajne semenske banke, da bi ostale v tleh. No, zdaj sem omenila, da smo pridobivali nove izkušnje. Ravno zdaj v oktobru smo odstranjevali topinambur na manjši površini na bregu reke Dravinje. Tam se je topinambur širil na travnik, ki je pomemben habitat metuljev. In odstranili smo na koncu topinambur na površini 500 kvadratnih metrov in za to porabili 210 ur, ampak to je bilo res samo delo, samo kopanje, se pravi brez vseh ostalih povezanih del in nalog. No, zdaj, kaj se je izkazalo, ob Dravinji gre v bistvu za območje, ki je zelo blizu same reke in tla so zelo rahla in tam je pravzaprav topinambur pokazal res to svojo izjemno moč rasti. Namreč tole sem prav posebej se potrudila, da sem tole rastlino skopala, da pokažem, v čem je problem. Ko mi seveda to rastlino izkopavamo, če izkopljamo ta koreninski del, tale del izkopljamo, rastlina se nam pa tle pretrga in ta gomolček ostane v zemlji in če to ostane v zemlji, bo iz tega zrasla nova rastlina. Tako da preprosto na tem območju ni bilo druge možnosti, kot da smo območje prekopali, tako kot da bi bili na vrtu. Šli smo meter za metrom in celo območje prekopali in odstranili čim večje število teh gomoljev. Naredili smo poskus na 1 kvadratnem metru, smo jih našteli 100 teh gomoljev, tako da najbrž je tudi še kakšen stal noter, ker je nemogoče, da bi to vse odstranili. Zdaj pri teh vrstah, kjer je treba prav prekopavati, recimo podobna je bila tudi zlata rozga, čeprav zlata rozga mečkam bolj nima teh dolgih, nima gomoljev, ampak ima samo korenike, ki se mečkam bolj skupaj držijo. Pri topinamburju je zelo pomembno, da to odstranjujemo takrat, ko je zemlja čim bolj suha. Zdaj, v začetku oktobra smo imeli srečo, je bilo dolgo časa suho obdobje, je bilo bistveno lažje prekopavati. Na koncu, ko se je začelo deževje, pa se je ta zemlja zbila skupaj in je bilo treba potem v bistvu z roko ločiti te krogle zemlje, da smo te gomolje dobili ven. No, takole, recimo, zdaj bom filmček predvajala, da si boste približno predstavljali.
se pravi, upam, da se vidi. Ja. Takole recimo poteka ta območje, vidite tle v bistvu vse te suhe rastline, so rastline topinamburja in na tleh so tudi številne rastline, polomljene rastline iz preteklih let, tako da najprej smo mogli to območje čisto sprazniti in potem smo takole počasi prekopavali in vidite tako potem gomolje smo dali potem na kupe in smo jih prepustili tam, eno folijo smo položili na tla in smo pustili, da se tam razgradi. Tako da te gomolje grejo kar do globine nekje 30-40 centimetrov. Poskušali smo tudi, da bi si pomagali z nekim kultivatorjem, ampak preprosto ni šel dovolj globoko, da bi lahko te gomolje strojno odstranili, tako da je bilo praktično treba. Zdaj tle vidite tele pikce, to so v bistvu vse od strani prirezani gomolji, tako da vsako tako stvar je treba odstraniti. No in takole izgleda situacija pred našim odstranjevanjem, ko so rastline še cvetele septembra in isto območje potem zdaj ob koncu. Se pravi, območje seveda zdaj izgleda super, je prazno. Ne upam si napovedati, kakšno bo naslednje leto, zagotovo bojo kakšne rastline še se pojavile. Tudi na tem območju med topinamburjem je bila še žlezova dotika, tako da smo v bistvu kar, bo verjetno tudi ta so pa semena prisotna v prsti, tako da verjetno se bo še pojavila, ampak jaz mislim, da nekih recimo 3 letih bi to območje lahko se postopoma revitaliziralo kot nek travnik. Gre pa seveda, moramo povedati, da gre za zelo majhno območje, in ob Dravinji je takih sestoj topinamburja še za nekaj verjetno kvadratnih kilometrov, ker je vrsta že zelo, zelo razširjena. No, potem orjaški dežen, že na začetku sem ga omenila, gre za azijsko kobulnico, katere rastlinski sok je strupen, zato se moramo res dobro zaščititi, da tega soka ne dobimo na kožo oziroma oči. Namreč, če pride sok v stik s kožo, koža postane preobčutljiva na sonce in že ob najmanjšem stiku z sončno svetlobo se nas v bistvu opeče, že majhna količina sonca se potem naredijo zelo hude opekline, taki prav mehurji in je kar precej neprijetno. Jaz moram reči, da sem v letih dela z deženom sem že parkrat, kljub temu, da sem bila previdna, dobila manjše te mehurčke opekline, ki niso prav nič prijetne. Zdaj to vrsto izkopavamo z lopato. Rastlina je načeloma nekako dvoletna, tako da se prvo leto se razvije samo rozetasti listi poženejo, drugo oziroma nekje med drugim in tretjim oziroma včasih celo 4. letom pa rastlina potem zacveti. In kot vidite tu na sliki, ima res ogromne kobule z zelo velikim številom semen. In se pravi, te rastline cvetijo nekje v mesecu juniju, potem do konca julija dozorijo plodovi in semena se potem lahko začnejo usuvati po okolici. Se pravi, nujno, da jih odstranimo, preden se usuje z rastline. Dobra stran orjaškega dežja je vsaj to, da se načeloma ne obnavlja iz podzemnih delov, če odrežemo to dovolj globoko v zemlji. Se pravi, če samo pokosimo, potem se rastline obnovijo zelo hitro, nekje že v enem tednu, v 10 dneh jih ponovno vidimo, da so odgnale iz tal. Če pa to koreniko presekamo dovolj globoko pod zemljo, potem pa se rastlina ne more več obrasti. Zdaj težava je seveda spet ta kaljivost semen. Iz primerov iz Slovenije vemo, da se kaljivost ohrani vsaj 9 let. In kadar imamo te res velike rastline, vidite tu v primerjavi z orodjem, z lopato, tale lopata je visoka kakšen dober meter, se pravi, ta rastlina je bila res, res ogromna, in tole rastlino sva dva skupaj s kolegom ruvala ven in je bila kot drevo, tako. To so ene največjih rastlin dežena, kar smo jih našli v Sloveniji.
ker je šlo za eno območje, kjer je bila rastlina verjetno prisotna že desetletja in so bile res take močne, velike rastline. Zdaj, po drugi strani pa pri Rogaškem deževju težava ta, da ko pa enkrat pač gre proti koncu, bom rekla, da te velike rastline se ne pojavljajo več, pa se kljub vsemu še vedno pojavljajo rastline, ki so pa lahko listi veliki samo nekih 10 ali pa še manj centimetrov, jih je pa kar težko najti in prepoznati, če območje ni nekaj vzdrževano. Tako da ponekod potem taka območja moramo celo pač pokositi, čisto sam zato, da odstranimo druge rastline. Potem pa po mojih izkušnjah sreči ta orjaški dežen kot žene, so ti listi bolj taki svetlo-zelene barve so in zelo dobro izstopajo od drugih vrst, tako da se jih v tistem času da potem dobro prepoznati in odstraniti. No in takole je recimo slika orjaškega dežena danes, s to rastlino smo kar uspešni, v bistvu vse te območja, kjer so črni križi, smo jih že uspeli odstraniti. Žal je tako, da vsako leto najdemo še kakšno novo lokacijo, ampak zaenkrat lahko rečem, da vsa znana nahajališča imamo pod kontrolo. Tako da to je mogoče ena vrsta, kjer si upam misliti, da bomo mogoče v Sloveniji uspeli, no ne vem, če bomo uspeli čisto izkoreniniti, ampak smo recimo najbližje temu, da bi nam to uspelo. Tudi zdaj je vrsta na seznamu Evropske unije, tako da je gojenje prepovedano, prodaja je prepovedana, tako da tudi te ukrepi prispevajo k temu, da se bo vrsta verjetno v prihodnosti precej manj širila. No, potem primer sirske svilnice. Tudi to je zelnata trajnica. Sirska svilnica je ena tistih rastlin, kjer moramo biti malo previdni, namreč vsebuje tak mleček, ki lahko draži kožo, zato vedno moramo delati z rokavicami. Problem pri svilnici je, da so rastline povezane z vodoravnimi rizomi in da se praktično takole izgledajo, če na sliki, seveda rastlina ima takole te vodoravne podzemne rizome in ko mi začnemo to sekati, jih presekamo in kasneje se nam lahko seveda zgodi, da dobimo prvo leto več rastlin, ne manj, ker iz vsakega tega koščka izraste ena nova rastlina. Tako da je tle treba pač z tega se zavedati in ne smemo obupati po prvem letu, zato ker ko se pa to odstranjevanje ponavlja več let, več časa, večkrat v enem letu, običajno odstranjujemo to rastlino nekje 3 do 4 na leto, se pa potem tudi te podzemni deli počasi izčrpajo, tako da se število začne bistveno zmanjševati. In takole recimo je eno območje, ki ga odstranjujemo v Mestni občini Ljubljana, tudi mestna občina to financira že nekaj let. Začeli smo leta 2016, kot vidite tele rastline v ozadju, to so vse sirske svilnice. Danes se na tem območju pojavljajo samo še posamezne rastline, tako da lahko rečemo, da smo blizu temu, da bomo vrste dokončno odstranili. Na nekaterih območjih, kjer je bilo rastlin manj, pa smo v bistvu bliže uspešni in se rastline ne pojavljajo več. No, potem še veliki pajesen. To je azijsko drevo, lahko so to zelo velika drevesa in to je ena tistih vrst, ki sem prej omenila, da če odžagamo pač drevo, potem začne bujno odganjati iz vseh korenin. Zato se moramo posluževati drugih metod. Zdaj v tujini dostikrat pajesen odstranjujejo s pomočjo herbicidov. Pri nas smo z uporabo herbicidov zelo omejeni, zato rastline ruvamo oziroma večje rastline obročkamo. Zdaj, manjših rastlin ne moramo niti zruvati z tem posebnim orodjem, namreč dokler rastline niso dovolj trdne, preprosto se strgajo, če jih vpnemo v to orodje, se strgajo, tako da jih potem izkopljemo z lopato, potem pa jih z roko lahko spulimo ven. Ne smemo pa jih samo puliti, ker potem se tudi korenina pretrga, tako da moramo nujno malo odkopati z lopato, potem jih pa lahko ven potegnemo. No, potem malo večje rastline lahko ruvamo z ekstraktigatorjem, bom pokazala filmček, kjer bo to jasno vidno, in večje rastline potem obročkamo, to pomeni, da odstranimo pas ljubja. In seveda tudi, če izruvamo z večjim delom korenine, vedno majhne korenice skoraj vedno ostanejo v zemlji, tako da tako območje treba
obiskati večkrat v eni sezoni in tudi pač ponavljati te aktivnosti, da se te preostanki korenin tudi izčrpajo. No, zdaj tu smo letos tudi zelo intenzivno delali na velikem pajsenu, in sicer na območju južno od Nove Gorice, na območju Cerja. Območje sodi v Natura 2000 območje Kras in površina, kjer smo odstranjevali, je zelo pomembna za metulja brjanskega ogrčka, tam je ena teh kraških populacij. Na teh površinah se je pajsen začel zelo intenzivno razširjati po požaru nekaj let nazaj. In odstranjevali smo z ročnim orodjem. In na koncu smo odstranili skoraj 7000 dreves na površini 1,1 hektar in zato porabili 207 efektivnih ur. No, tako, zdaj bom spet en filmček, kako poteka odstranjevanje z ekstraktigatorjem. Se pravi, tole orodje je prav namensko bilo razbito za ruvanje invazivnih rastlin iz Kanade. Imeli smo srečo, da smo našli uvoznika v Evropo, tako da smo ga potem lahko dobili na malo bolj enostaven način. No, zdaj vidite, da se tle dostikrat nese takole, ta korenina se lahko pretrga. Potem moramo v bistvu še ta spodnji del korenine vpeti v te čeljusti in da potem res odstranimo čim večji del teh korenin. Zdaj včasih to ni možno, ne? Včasih se moramo zadovoljiti s tem, da smo odstranili 2/3 korenine, odvisno seveda tudi zelo od velikosti drevesa, od podlage. Tle vidite, da je šla praktično cela korenina, ne? In tle izgleda, da je to enostavno, ne? V eni minuti potegnemo ven celo drevo, ampak v resnici je bil to šolski primer, ne? Dostikrat grejo rastline veliko težje ven in se treba kar namatrati. Je treba tudi s krampom jih okrog obkopati, tako da se malo večji del korenine odpre, da potem šele potem lahko zrubamo, ne. Če pa zrubamo prehitro, ne, da nismo razrahljali te korenine, potem se pa korenina zelo rada strga in na ta način potem nismo nič kaj dosti naredili. No, potem pa še postopek obročkanja. Kot sem že rekla, pri obročkanju moramo odstraniti pas lubja in sicer je pomembno, ne, da ga odstranimo dovolj globoko, pač vse te plasti. Namreč kaj je namen tega obročkanja je, da se prekine pretok iz koreninskega dela proti krošnji drevesa in tako drevo se potem postopoma posuši. Zdaj to sušenje je, ne, ni takoj, ne, običajno ga opazimo šele v drugem letu, zaradi tega, ker prvo leto ima drevo še že liste in se pravi, ga to obročkanje kaj dosti ne prizadene. In ugotovili smo tudi, da se dostikrat pod tem obročkanim pasom začnejo zraščati veje, ker drevo se na vsak način bori proti temu, da ne proti tej poškodbi in začne odganjati veje iz tega pasu pod obročkanim delom. Tako da smo letos na nekaterih območjih preizkusili, da obročkamo recimo nekje od višine pol metra, 40 centimetrov do tal. In šele naslednje leto bomo videli, če je mogoče to en pristop, da je to obraščanje vej na deblu manjše, ne, ker drugače treba stalno se vračati pa te veje odstranjevati, ker če jih ne odstranimo, se drevo še vedno lahko normalno poteka pač ta izmenjava hranil in se ne bo posušilo, ne. No, in taka drevesa potem običajno pustimo stati še nekje 2-3 leta, ne, to, da se res posuši tudi korenine. Zdaj krošnja je lahko že suha, ampak vidimo, da korenine še niso in posekamo ga lahko šele takrat, ko so suhe tudi korenine. No, in takole območje na Cerju, zdaj ne, tle vidite, tele dreveščka so vse pajseni, ne, to območje smo temeljito očistili. Zdaj, kako bo stanje naslednje leto, bomo videli, ne. Letos smo imeli že iz recimo julija do avgusta so se začele rastline ponovno obraščati iz korenin ponekod, tako da smo potem še enkrat odstranjevali. Pojavlja se pri pajsenu tudi to, da ko odpiramo te malo večje sastoje, da ustvarimo nove svetlobne razmere in začnejo kaliti drevesa nova iz semen, se prav vidi, ker je razlika, ali drevo iz ostankov korenine ali je sklinjeno iz semena. Tako da vsekakor to odstranjevanje ni enkratno, ne, to je v bistvu, če se lotimo takega dela, se je treba zavezati za
obdobje nekaj let, da lahko rečemo, da bomo dosegli vsaj lokalno izkoreninjenje te vrste. No in na koncu še spremljanje stanja. Se pravi, ja, že večkrat sem povedala, pri tujerodnih vrstah pri odstranjevanju nekih hitrih zmag ni. To je proces, ki traja več let. Vedeti moramo, da če enkrat začnemo s temi aktivnostmi, da je treba nadaljevati določeno obdobje. Zato ravno v bistvu se mi zdi zelo pomembno, no, da če se odločimo, da gremo v te aktivnosti, da jih res sistematično načrtujemo, da imamo nek načrt, da tudi naprej razmislimo, a bomo imeli dovolj delovne sile, a bomo imeli dovolj finančnih sredstev, da bomo to aktivnost lahko izvajali več let. Drugače v bistvu samo izgubljamo sredstva in porabljamo človeške vire za neko aktivnost, ki na koncu ne bo imela trajnega učinka. Zdaj, po mojih izkušnjah, nekje pri večini vrst, nekje med 3. in 4. letom se zgodi ta res velik upad. Običajno je tako, da po 1. letu odstranjevanja, v 2. letu smo kar majčkeno razočarani v skrbeh, kaj počnemo, ne. Se mi zdi, da se stvari nikamor ne premaknejo, potem pa le pride res do tistega strmega upada, ne. Zdaj, problem pa je, če hočemo mi doseči neko trajno izkoreninjenje vrste, ne, potem seveda lahko pa do čisto zadnje rastline pomine še kar nekaj let. Recimo orjaške dežje, ki sem ga prej, to so bila območja, kjer smo tudi 9 zaporednih let odstranjevali, da smo prišli do popolne odstranitve, ne. Tako da zelo pomembno je, da res stalno preverjamo učinkovitost naših aktivnosti in da se tudi preverjamo tudi znanstvene članke za nove metode, namreč na področju invazivnih rastlin se tako globalno gledano zelo veliki premiki dogajajo, teh aktivnosti je zelo veliko. Po mojih izkušnjah je nekako še posebej za azijske vrste so metode bolj domišljene. Razlog je zelo enostaven. V Severni Ameriki imajo seveda tudi probleme z azijskimi vrstami in zelo, zelo razvite te skupine za odstranjevanje invazivnih vrst. Tako da so metode za odstranjevanje azijskih vrst običajno veliko bolj poznane kot za metode za severnoameriške vrste, ne, ker jasno, v Ameriki teh vrst ne odstranjujejo, v Aziji pa je severnoameriških vrst manj, pa tudi najbrž tudi ni to nekako tako razvito, no, mogoče tudi zaradi jezika, ne moramo niti dostopati do njihovih znanstvenih virov, ne. Tako da za azijske vrste je literature praktično kakor hočemo, ne. Samo treba je izbrati in tudi treba je te metode preizkusiti, če res delujejo tudi pri nas. No, tole recimo primer orjaškega dežja na enem območju pri Črni vasi pri Ljubljani, ne, da se boste približno predstavljali, kaj pomeni spremljanje stanja. Tu smo začeli odstranjevati rastline leta 2016 in odstranjevanje še vedno poteka. Število se sicer zmanjšuje, lahko rečemo, da smo zelo uspešni, ampak seveda do tiste zadnje pa še nismo prišli, ne. In zelo fajn je v mojih izkušnjah si na takih območjih te lokacije, recimo te mikrolokacije, ne, označiti z nekim trakom ali neko oznako ali pa piko na drevesu, ne. Namreč, kaj se nam lahko zgodi, da naslednje leto pridemo nazaj in vrste tam ni več, ne. In zdaj, a je ni tam zato, ker je ne najdemo več, ker je pač mogoče iščemo pol metra ali pa 1 meter stran, ali pa je ni več zato, ker dejansko smo uspeli izkoreniniti, ne. Tudi v smislu tega, da ni vse odvisno od enega samega človeka, je zelo fajn, da so te lokacije, mikrolokacije označene, ne, znotraj žarišč, zato da če pride neka druga oseba, da lahko recimo gre gledati na konkretno točko. To je mogoče en tak praktičen nasvet za delo. No, potem še, zdaj seveda te metode, sem rekla, se razvijajo, tudi v Sloveniji smo razmišljali o tem, kako bi izboljšali stanje, ne, v smislu poznavanja metod. V projektu Life Artemis, ki se je zaključil lansko leto, smo zasnovali platformo Tujerodni vedež, kjer se lahko v bistvu registrirate kot informatorji in potem preko spletnega obrazca posredujete vaše izkušnje. Dejansko želimo vedeti, katere metode so se izkazale za učinkovite, na kaj je treba paziti, kakšni so stroški
tudi katere metode ste preizkusili, pa niso bile učinkovite. Tudi to je pomembno, da recimo drugi ne bi ponavljali istih neuspešnih metod. No in ko tako zabeležko prejmemo na platformo, se potem, ko administrator odobri, se pokaže na spletu in je vidna pač vsem. Tako da vabljeni, če imate izkušnje, tudi mi bomo zdaj, ko se sezona konča, bomo letošnje izkušnje dopolnili, tako da upam, da bo pač ta platforma živela naprej in da se bo sčasoma nabiralo čim več teh izkušenj. No in zdaj, če strnem misli, da ne bom predolga, da lahko gremo na kavo, da mislim, da na področju invazivnih rastlin imamo kar nekaj izzivov. Zdaj, glede na današnje število udeležencev, lahko rečemo, da tematika je zanimiva, da očitno invazivne rastline so prepoznan problem in da se zavedamo, da jih je potrebno odstranjevati. Jaz zdaj na področju invazivnih rastlin oziroma invazivnih vrst delam nekaj več kot desetletje in žal moram priznati, da v tem času smo zelo veliko naredili na področju ozaveščanja in pa na področju nekega sistematičnega načrtovanja dela. Nažalost pa se ni prav nič spremenila zakonodaja. In to je ena res tistih šibkosti, zato ker brez neke področne celovite zakonodaje je zelo težko delati, ker s tem je v končni fazi povezano tudi stalno in zanesljivo financiranje. Trenutno se skoraj vse aktivnosti odstranjevanja invazivnih rastlin odvijajo na podlagi nekih projektnih sredstev. In težava je v tem, da če se pač tako projektno financiranje potem prekine, imamo mi veliko težavo, ker se potem lahko ugasne naša aktivnost nekje na sredi in z njo končamo prehitro. Težava je mogoče tudi ta razpršenost in nepovezanost aktivnosti, tako da to mogoče tudi na nek način funkcija torodnega vedeža, da se tam zbirajo informacije o tem, kje so te aktivnosti potekale. Še vedno imamo tudi težave v virusu, da slabo poznamo ekologijo posameznih vrst in pa njihovo razširjenost, ker tudi že izhodiščnih podatkov imamo včasih premalo, da bi sploh lahko začeli z nekim sistematičnim, učinkovitim načrtovanjem. No in potem pa še časovno načrtovanje aktivnosti, tu pa sem mislila predvsem v smislu v povezavi z finančnimi viri. Dostikrat se te aktivnosti, potem ko pride neka projektna sredstva, je želja, da se neko aktivnost začne na hitro izvajati, vendar je potem se mi zdi včasih tudi nam zmanjka časa za nek tak tehten razmislek in tako da bi bilo dobro res, da se recimo vsaj na nekih zavarovanih območjih, kjer se mi se ta sposobljenost upravljavcev že precej ukrepila, da se res načrtuje sistematično. Recimo zdaj Triglavski narodni park je že zasnoval akcijski načrt za tujerodne vrste in tudi Krajinski park Tivoli rožnih šišenskih rib, smo ga pripravili. Tako da se mi zdi to en tak pameten pristop, da načrtujemo bolj celovito, da ne gremo samo v posamezne akcije, ampak da se neki tak sistematičen pristop uvede. Tako, tukaj pa samo še del ekipe, da ne boste mislili, da štiham samo jaz. Tukaj so sodelavci iz Zavoda Jazon, z njimi smo vzpostavili ekipo odstranjevalcev invazivk, recimo temu, in to je, včasih se nam pridruži še kakšen drug član, ampak tole je gro naše ekipe in mislim, da smo skupaj uspeli kar veliko narediti, tako da izkušnje nabiramo vsak dan in praktično vsaka lokacija, kamor gremo, se naučimo še kakšno novo stvar. Direkcija za vode kot partner projekta LIFE, integrirane projekte za okrepljeno upravljanje Nature v Sloveniji, je odgovorna tudi za izvajanje odstranjevanja invazivk znotraj projekta. Zato bi vam danes rad predstavil, kje, kaj in kako smo letos izvajali na področju odstranjevanja invazivk znotraj projekta. Teoretično
teorijo bom te prvo malo na hitro samo predstavil, pa gremo pa bolj na praktičen del. Večina je Jana že zelo lepo predstavila. Torej, mi smo po opravljenih vseh analizah, posvetovanjih, upoštevanih primernosti lokacij, izvedenih ogledih terena, opredelili kot najprimernejši odsek invazivk za odstranjevanje invazivk znotraj naših projektnih območij odsek na Dravinji, in to je od Dražje vasi pa do cestnega mostu za Podob. To je malo manj kot 1 kilometer dolg odsek vodotoka. Tu smo nato s pomočjo aplikacije Survey, ki jo v direkciji uporabljamo za popis invazivk, opravili popoln popis nahajanja invazivk na območju. Izkazalo se je, da močno prevladuje Dresnik, zato smo sestoje Dresnika nato tudi fizično premerili z metrom in pa določili njihovo površino. Za posamezne lokacije smo nato določili najprimernejše metode odstranjevanja invazivk glede na Dresnik, z večinskim deležem Dresnika. Seveda smo na lokaciji pridobili tudi vsa soglasja lastnikov zemljišč za izvajanje del, teh je bilo nekaj več kot 20. Prav tako smo pridobili soglasje soglasodajalcev za izvajanje del, kot je pač Zavod za varstvo narave. Izbrali smo 4 metode, ki so po ocenah najbolj učinkovite za odstranjevanje Dresnika. Tu vidimo 4 reprezentativne slike lokacij, v kateri smo nato pristopili na 4 različne metode, načine. Prvi je prekrivanje s pocinkano jekleno mrežo, s prekrivanjem s pomočjo vrbovega popleta, s prekrivanjem z geotekstilom filcem in pa z izčrpavanjem, z izvajanjem intenzivne košnje vsakih 14 dni. Najprej je bilo seveda potrebno odstraniti nadzemne dele Dresnika. Nadzemne dele Dresnika smo na vseh lokacijah odstranili na enak način. In sicer Dresnik smo ročno pokosili s pomočjo gozdarskega venika, ki zagotavlja raven oziroma lep rez, da ne pride do cefranja. Namreč dela smo izvajali na obrežjih vodotokov, kjer je še toliko bolj pomembno, da ne pride do kakšnih delčkov, ki bi padli v vodo in bi se pač jih voda odnesla dol vodno in bi se rastlina v bistvu na ta način lahko širila, ker Dresnik se širi tudi z vegetativnim razmnoževanjem. Potem smo nadzemne dele zložili na brežino. Seveda smo pri tem budno spremljali vremensko sliko, da nam ne bi tega odnesli. To je bilo zelo kratkotrajno, naslednji dan smo že dejansko pač zadeve tudi pobrali in pa nato zmleli z sekalnikom. Čisto klasičen sekalnik za izdelavo sekancev, s tem, da smo pa mleli direktno v jumbo vreče. Zaradi tega, ker smo pač jumbo vreče direktno pač povezali z sekalnikom, da ni slučajno prišlo do trosenja kakršnihkoli delcev oziroma sekancev izven vreče. Na ta način smo zagotavljali pač, da smo vse polovili. Dobili smo v bistvu na prvi pogled zelo podobne sekance zelenim sekancem. Te vreče smo nato naložili, odpeljali do ceste, do kamor je lahko prišel kamion s kontejnerjem. To smo naložili vreče v kontejner, ki jih je odpeljal v center odpadkov, kjer so opravili sežig Dresnika. Zaradi preprečevanja morebitnega širjenja invazivk z odpadkov je bil sežig izbran kot najboljša opcija. Na ta način smo pač
bili sigurni, da ne bo prišlo do razmnoževanja. Na ta način smo nadzemne dele odstranjevali na vseh obravnavanih lokacijah. Odstranjevanje koreninskega sistema Dresnika pa smo se lotili prilagojeno za posamezno lokacijo posebej. Na prvi lokaciji smo se omejevanja invazivk oziroma Dresnika lotili s prekrivanjem s pomočjo vrbovega popleta. Tu je zelo pomembno, da smo prvo dejansko pač izkopali te koreninske gomolje, ki jih ima Dresnik, večje koreninske sklope, da smo odstranili čim večjo maso korenin, ki se zbira v take gruče. Nato smo površino poravnali, splanirali za polaganje podtaknjencev. Tukaj v bistvu vidimo, smo se na to lotili priprave podtaknjencev, to so pač večji podtaknjenci za celotno brežino. Pridobivali smo jih v bistvu s selektivnim rečenjem z obstoječih vrb na obrežju. Vidimo en primer šopa, kjer smo pač selektivno rečali. Odstranili smo tudi nekaj vrb, ki so že v bistvu ovirale pretočnost in smo pač te uporabili tudi za izdelavo podtaknjencev. Nato smo dejansko te položili podtaknjence, zapičili v zemljo. Se pravi, podtaknjenci, ko smo jih zapičili v zemljo, smo jih nato še zasuli pa zavarovali z utrjeno peto brežine. Nato pa smo jih še prečno pritrdili, da jih pač voda ne odnese. Ker pa je prišlo do intenzivnega izsuševanja podtaknjencev, kljub temu, da so bili pač zapičeni pod nivo stalne umočenosti vode, smo jih nato po vrhu še posuli z zemljino. To zemljino pač trenutno pričakujemo, da jo bojo jesenske visoke vode sprale in dejansko bojo pač spomladi podtaknjenci spet nazaj na vrhu čist zemljine. In na ta način bojo podtaknjenci spomladi odgnali. V nadaljevanju se v prihodnjih letih pričakuje, da bo potrebno z samega vrbovega popleta ročno odstranjevati vse 3 leta odstranjevati Dresnik, poganjke Dresnika, da dejansko omogočimo, da bo vrba intenzivno zaraščala. Po 3 letih pa pričakujemo, da bo vrba toliko močna, da bo dejansko dominirala nad Dresnikom. S tem dejansko bo na nek način omejevala razmnoževanje oziroma prevladovanje Dresnika na tem področju. S tem bomo pač tudi izboljšali habitat, kar je cilj. Se pravi, druga metoda na drugi lokaciji. Na tej lokaciji smo se lotili prekrivanja z jekleno pocinkano mrežo z razmakom 10x10 cm. Prednost te metode je prav gotovo njena enostavnost izvedbe. Namreč, ko smo odstranili nadzemne dele Dresnika, smo na to metodo samo mrežo samo položili in jo pa pritrdili z železnimi klampami. Pri tem je prednost, da izravnava brežine tu ni potrebna. Mreža se samo položi po terenu. To pomeni pač, da dejansko tudi ne ranimo brežine, ker na vodotokih v bistvu je to zelo pomembno, še posebej v primerih, ko smo blizu infrastrukture. Tukaj smo relativno zelo blizu
obcestnega mostu in okolikor bi pač mi ranili brežino, bi se lahko ustvarila erozijska zajeda, ki bi potem vplivala tudi na samo infrastrukturo. Pri mreži pa pač ohranimo koreninski sistem in dejansko pač ne pride do zajedanja v brežino, se ne povečanega zaradi naših posegov. Prav tako pač pri mreži, ker gre za mrežo, ni možnosti, da bi jo pač voda dvignila. Eden od problemov je bil pač to, da dejansko smo mogli posebej pozornost nameniti temu, da smo vse te spoje pa kakršnokoli vezanje obrnili navzdol, pritrdili ob teren, da dejansko pač v primeru visokih vod ne pride do lovljenja plavja, oziroma da pač v primeru visokih vod ne poškoduje rib. Predvideva se, da bo Dresnik dejansko izrasel skozi odprtinice v mreži, nato pa bo oslabil in odmrl. Se pravi, konstantno izraščanje in odmiranje bo pripeljalo do izčrpavanja Dresnika. To pa bo dejansko omogočilo vrnitev avtohtonega rastja. Tu sicer vidimo v zadnji sliki več samo prekrito površino z mrežo, ampak smo potem površino tudi zasejali z travno mešanico, tako da se bo dejansko že pred spomladjo, zdaj pač Dresnik ne izrašča tako intenzivno, površina čim bolj tudi hitreje pač zlila z okolico in poseg ne bo tako grobo viden. Tretja metoda, prekrivanje s geotekstilom, s filcem. Na naslednji lokaciji izvedba te metode je mnogo bolj zahtevna, še posebej pač zaradi tega, ker gre za izvajanje metode na brežinah vodotokov. Tu pač je lahko pač problem, da voda pride pod filc in v bistvu filc deluje kot jadro. To pomeni, da pač bi v visokih vodah bilo pač to možnost, da dejansko bi bilo to usodno za metodo. Zato smo tu dodatno oziroma večjo pozornost namenili pritrjevanju, polaganju najprej filca in pa pritrjevanju filca ob brežino. Namreč brežina je morala biti popolnoma izravnana, brez kakršnihkoli vdrbin, lukenj, pač nihanja, da se filc popolnoma nalega ob površino. Nato smo položili filc na samo brežino. Spodaj smo geotekstil filc pač ojačali z železno palico, okrog katere smo navili filc in ga pritrdili ob dno struge. Nato smo čez filc položili mrežo, ki smo jo pritrdili z železnimi klampami. Potem smo pa te še zrezali luknje manjše luknje v mreže in zabili v brežino 1,5 metra dolge vrbove pilote, ki računamo, da bodo dejansko pač tudi odgnali in dodatno stabilizirali ter prekoreninili samo brežino. Zdaj, če povzamem, pač filc dejansko preprečuje izraščanje Dresnika na brežini. Mreža preprečuje, da bi nam voda dvignila filc, piloti pa dodatno utrjujejo brežino. Pritrjevanje je izvedeno s takimi železnimi sponami, klampami, kot jih vidimo tu, s tem, da to so cirka 75 metrov globoke spone, ki dejansko jih zabijemo po stran, vsako pač v drugo smer, ločeno zabijemo noter, potem so pa na vrhu povezane med sabo. Na ta način jih vertikalno se pač ne da dvigniti.
spult in to jim pač posledično močneje držijo. Pričakujemo, glede na izkušnje, ki jih smo dejansko pač videli tudi v Triglavskem narodnem parku in pa pač drugje z prekrivanjem na filcu, da dejansko bo filc na tem območju uničil Dresnik cirka v 3 letih. Nato bomo filc in mrežo pač odstranili z tega območja ter po potrebi dosadili avtohtono vegetacijo, ki bo preprečevala ponoven vzpon Dresnika. S tem bomo pač izboljšali habitat obvodnih in vodnih organizmov. Četrta metoda je košnja, izvajanje pač izčrpavanja Dresnika z izvajanjem intenzivne košnje na 14 dni znotraj rastne sezone. Košnje same posebej pač ne bom še enkrat predstavljal, ker gre pač za enak princip, kot je bilo že pač predstavljeno pri odstranjevanju nadzemnih delov, le da pač je pri zatiralni košnji delež Dresnika sorazmerno manjši s pogostostjo košnje. To se pravi, metode omejevanja Dresnika smo izbrali glede na njihovo učinkovitost, vendar pa metode še niso končne. Še vedno trajajo, izvajali jih bomo še nadaljnje 2 leti in tako bomo dejansko pač na koncu šele lahko določili njihovo učinkovitost. Seveda pa tekom izvajanja budno spremljamo tudi finančno vrednotenje izvajanja metod. In čeprav metode še niso zaključene in se bodo nadaljevale pač v prihodnosti, pri košnji pač imamo intenzivno košnjo še 2 leti, pri vrbu in popletu imamo ročno odstranjevanje poganjkov, pri mreži pa filcu pač je potrebna še odstranitev s terena pa zasaditev avtohtonih vrst. Že imamo neko grobo finančno sliko. Gre sicer za precej drage metode, pa vendar zelo zanimivo finančno razmerje. Če gledamo razpredelnico, kjer vidimo, da so te svetlo modro obarvane akcije so tiste, ki so pri vseh metodah enake. Brezbarvne so tiste akcije, ki so pač značilne za posamezno metodo. Temno obarvane, temnejše so tiste akcije, ki se bodo v prihodnosti šele izvajale. To se pravi, če pogledamo finančno razmerje, vas bo mogoče na začetku presenetilo, da je v bistvu najdražja pride košnja, izčrpavanje z intenzivno košnjo. Več kot pol cenejša je mreža, polaganje pač z mrežo, potem sledi filc, geotekstil filc in pa to pač za 5% je dražje zatiranje s pomočjo vrbovega popleta. Kot rečeno, pač metode še niso končne, zato pač ne moremo čisto finančno jih definirati, bom rekel, tukaj zato tudi nisem navajal direktnih cen za posamezno akcijo, ker pač so različne, še niso pač dokončne in tudi pač, bom rekel, ni smiselno razpravljati finančno glede na to, dokler ne vemo, kakšna je točno njihova sploh učinkovitost posameznih metod. Ko bomo ugotovili, kakšna je učinkovitost, bomo glede na finance lahko določili pač najuporabnejšo metodo omejevanja Dresnika pač na brežinah vodotokov. Metodo bomo pa nato lahko prenesli v sistem upravljanja vodotokov v Sloveniji.